Zadnje predavanje v tem sklopu je prav tako rezultat skupinskega dela, in sicer Julijane Visočnik, ki se nam je že predstavila včeraj z trgovci, z napisi o trgovcih. Lucija Kos je tudi včeraj imela predavanje o ribolovu v Jadranu. Predstavila pa bosta predavanje Timotej Horvat in Rok Humrca, oba arheologa, in sicer govorila bosta o rimski vili na Rodinah. Tako, hvala za tale uvod. Torej, naša predstavitev, z njo poskusimo predstaviti rimsko vilo Rustiko na Rodinah z malo širše perspektive. Nekako velja percepcija, da so rimske vile delovale le v nekem kmetijskem kontekstu. Z našo predstavitev bi pa želeli pokazati, da gre tukaj za v bistvu pestrejšo gospodarsko dejavnost. Torej, odvijale so se dejavnosti vse od železarstva, trgovanja, živinoreje, lončarstva, izdelave gradbenega materiala in podobno, in skozi to gremo potem skozi našo predstavitev. Torej, samo izkopavanja na vili na Rodinah so se zgodila v koncu 50. let prejšnjega stoletja. Na podlagi drobnih najdb je bila vila datirana tam v drugo polovico prvega oziroma začetek drugega stoletja našega štetja. Raziskani so, kot vidimo zgoraj, bili 3 objekti. Čisto gor na vrhu, tisti malo temneje obarvan, je tale glavni objekt C, ki je bil v celoti raziskan. Sledi tega vidimo tudi spodaj levo na sliki samega stanja po izkopavanjih. Imel torej 3 prostore, vsak prostor je imel iz spodnje strani tudi vhod. Preostala 2 objekta pa so bila le omejeno raziskana. Torej, v spodnjem kotu je nekako objekt A, torej njega je presekala samo ena sonda, ter pa na desni strani objekt B. Posebnost tega najdišča je predvsem raba tufa, med drugim je raba tufa kot vogelne kamne, ki vidimo na pa spodnji sliki tukaj na sredini. Zdaj, slike so črno-bele, ampak gre za zelen tuf, in ta tradicija se nekako še danes uporablja v gorenjski arhitekturi in gorenjski kulturni dediščini. Pa izpostavimo od najdb samo še 2 najdbi tukaj zgoraj, torej oljenka z pegazom, pa še kovinski oziroma železni nož z koščenim ročajem. Tako nekaj stanj na terenu, torej na levi strani mogoče se vidita 2 velika nasipa, 2 ruševinski plasti, na desni strani pa iz te ruševinske plasti že pogledal nek zid, mogoče se da prepoznati gor tudi 2 lici. Pa gremo kar naprej na mičkeno širšo sliko okolja. Torej, vila sama se nahaja tako nekako na sredini, med tistim hribom, ki je poudarjen, torej Muhovčev hrib, pa potem tistim kompleksom, ki je pač modernega izvora, in vmes stoji tale kompleks antične vile. Zdaj, pod vilo se razprostira ena velika ravnica, ki še danes nosi ledinsko ime Blata. Ta ravnica je bila z melioracijskimi jarki, ki jih vidimo tako v črni mreži po sredini, torej izsušena, in od takrat naprej je tukaj mokrišče res v nekem omejeni meri še danes prisotno. Na območju severo in severozahodno od vile pa vidimo polje grobelj. Torej, groblje so bile seveda, so nastale ob čiščenju kmetijske zemlje, in to je tudi spet nekako indic same dejavnosti te vile, pa tudi v bistvu zgodovine gospodarstva na tem območju. Izpostavimo še tale hrib, Muhovčev hrib, ki smo ga gor prej omenili. Torej, na njem je mogoče zdaj oddaleč slabše vidi, ampak imamo 2 vkopa. Torej, na njegovi zahodni strani gre za neke modernejše vkope, tam nekako na sredini pa gre za en starejši vkop. Zdaj, seveda, datacija ni bila čisto opravljena, ampak bi lahko trdili, da je šlo tukaj tudi za en od antičnih izkopov oziroma nahajališč tufa, ki je bil potem tudi uporabljen v vili, pa še na nekaj primerih, ki bomo potem izpostavili. Tako, še en pogled na tole močvirje, tako da vidimo, v bistvu šarastje še danes nakazuje na prisotnost tega močvirja, ki je sicer že od 50 let ni več v celoti prisotno. Tako, zdaj pa sama v bistvu zgradba oziroma tlorisna zasnova vile. Torej, glavni kompleks nekako omejuje en notranji zid, nekako pravokotne oblike, na njega so od notranje strani naslonjeni tele 3 objekti. Torej, zgornjega imamo tisti objekt C, ki je bil v celoti raziskan, v spodnjem kotu se nahaja objekt A, v tistem vzhodnem delu pa še objekt B. Zdaj, okoli vsega tega kompleksa se nahaja še en obodni zid, neko njegovo funkcijo bomo potem nekako probali nakazati. Poudarimo pa še spodaj. Torej, tukaj po sredini prečno, torej vzhod-zahod, teče Savska terasa. Savska terasa je predvsem na zahodnem delu slike nekako premešano, pač material je premešan, zadeva ni v čisto dobro ohranjenem stanju.
Medtem ko se tam nekje, ko se stakne z vilo, se razdeli na dva dela. Spodaj gre terasa naprej proti vzhodu, zgoraj pa se od nje loči nek nasip. Torej, sklepamo, ker je nasip nekako sledil obodu same vile in se potem tudi razširi navzgor in dejansko predstavlja mejo med tem potencialnim mokriščem od spodaj na tako imenovanih blatah, bi lahko šlo za nek protipoplavni nasip, ki so ga prebivalci vile tudi zgradili za zaščito njihovega premoženja. Spodaj še ena slika tega poplavnega nasipa. Zdaj na sliki izpade mogoče malo manjši, kot je v resnici, tako da gre vsaj za 1,5 metra, če ne celo do 2 metra visok nasip, ampak ja, na Liderju je pa res čudovito viden. Tako, gremo še skozi tele gospodarske dejavnosti, torej gotovo treba tukaj upoštevati kmetijstvo seveda, kar je načeloma osnovna funkcija rimskih vil. Torej na to seveda nakazuje rodovitna ravnica, polje grobelj, zunanji obodni zid pa bi lahko predstavljal oziroma zamejeval prostor, v katerega bi lahko po noči spravili živino oziroma imeti neko zimsko sezono. Saj vemo, da je pač poleti bila živina načeloma tudi v gorah, ta pašniška tradicija seveda spet sega od časa antike do danes. Pri železarstvu pa se mičkeno zadeva zakomplicira. Zdaj, dokler ni vila v celoti raziskana, težko govorimo, v kakšnem obsegu se je železarstvo odvijalo na vili, ali je bilo to sezonsko, ali je bilo to celoletno delo. Med samim izkopavanjem so bile odkrite sledi kurjenja oziroma taljenja v prostoru A, to je tisti spodnji objekt v kotu. Kasneje so se v okoliških grobljah pojavile ogromne količine žlindre, ki jih imamo tukaj na prihodnji sliki, bomo se potem še vrnili. Medtem pa tudi neke naključne najdbe, naprimer železov surovec, odkrit prav na območju vile. Spet poudarjam, pač lahko je šlo za sezonsko oziroma celoletno aktivnost. Na kamnoseštvo pa seveda nakazuje predvsem velika bližina kamnoloma Tufa, ki ga vidimo tukaj na tej sliki, torej gre za nekaj 10 metrov oddaljen kamnolom. Vogalniki v vili, ki so tudi narejeni iz samega Tufa, predvsem v prostoru, v objektu C. Pa še nagrobni spomenik za Marka Oklacija Avita, ki si ga bomo tudi pravkar pogledali. To je še en pogled na groblje, pa na kose žlindre, ki so bili odkriti. Tukaj vidimo v bistvu prerez noter v samem Muhovčevem hribu, kjer se očitno vidi nahajališče Tufa. Tole pa je ta omenjen nagrobnik. Torej njegova lokacija najdbe ni točno določena. Nekako v prvih zapisih Avguštin Tifernus še v 16. stoletju domneva lokacijo med Radovljico in Lescami. Vzidan je bil gotovo v Leško cerkev, nekako do 60 let prejšnjega stoletja, sedaj pa v bistvu počiva v Gorenjskem muzeju na razstavi Železna nit. Posebnost tega spomenika je predvsem, da so za njegovo izdelavo uporabili tuf. V bistvu gre za edini primer spomenika iz tufa, ki je bil odkrit na območju Emonskega agra. No, vsaj za enkrat tako velja. Pri prevodu bi poudaril predvsem na ime Mark Oklaci, torej predvsem na gentilici Oklaci. Torej gre za družino, ki nekako izhaja iz severne Italije, iz tega prostora. Očitno se je pri nas povzpel na neko dosti visoko pozicijo, dosegel je pozicijo dekoriona v koloniji Emoni. Oklaci se pa pojavi potem pa še na ljubljanskem spomeniku, ki pa je vzidan v ljubljanski stolnici. Torej gre nekako za prvi slovenski lapidarij, ki je pač bil odprt javnosti. Tale spomenik je sicer mlajšega izvora, na njem je prav tako seveda imenovan Oklaci, ta je pa bil veteran 15. legije. Spomenik so mu postavili na njegova sužnja Expectata, pa njegov vojaški tovariš iz, vidimo, za 8. legije. Torej ta družina je očitno prišla nekako na naše ozemlje v začetku 1. stoletja, tekom 1. stoletja našega štetja, dosegla neko stopnjo premoženja, neko premožnost in ne bi bilo čudno trditi morda, da bi oni imeli v samem Emonskem agru neko gospodarsko poslopje, ker bi pač oni nadaljevali z svojim poslom še naprej. Zdaj pa besedo predam še kolegu. Ja, lep pozdrav tudi od mene. Kot je bilo že povedano, se Vila Rustika nahaja znotraj evidentirane kulturne krajine Studenčice. Gre za relativno dobro ohranjeno kulturno krajino, ki svojo karakteristično pojavnostjo predstavlja mozaičen preplet kmetijsko obdelanih površin, stelnikov, visokodebelnih sadovnjakov, grobelj, mejic, ravninskega potoka in pa številnih sledi ledenika in pa reke Prasave in pa ne nazadnje tudi številnih arheoloških in pa etnoloških sledi delovanja človeka na tem območju. Eden izmed najbolj prepoznavnih krajinskih elementov kulturne krajine je prav Vila Rustika na Rodinah.
Skoraj z gotovostjo lahko trdimo, da je ta rimski kompleks eden izmed najbolj ohranjenih rimskih kompleksov te vrste pri nas in pa verjetno kar edini, ki tako močno zaznamuje ambient te kulturne krajine oziroma kulturnih krajin nasploh. Vendar pa v zadnjih letih prihaja do različnih, oziroma vendar pa v zadnjih letih prihaja do množičnega upada krajinskih elementov. Predvsem je razlog temu nov način življenja, modernizacija in pa intenzifikacija kmetijstva na eni strani in pa opuščanje kmetijstva na drugi strani in pa industrializacija. Vsi ti dejavniki predstavljajo oziroma povzročajo izgubo majhnih oziroma drobnih krajinskih struktur, ki nekemu prostoru dajejo identitetno prepoznavnost. Zdaj samim uničenjem pa uničenja pa ne prizanašajo niti vili rustiki na Rodinah. V zadnjih letih smo priča številnim posegom oziroma uničenjem v ta izjemen arheološki spomenik. Eden izmed glavnih razlogov za uničenje vile rustike oziroma krajine nasploh je predvsem neustrezna kmetijska politika znotraj zaščitenih območij oziroma znotraj krhkih prostorov. Kot pa lahko vidimo tudi na zgornjih fotografijah iz fototeke Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pa v zadnjih letih prihaja do raznoraznih posegov v ta spomenik, med drugim do vsakoletnih odstranjevanj oziroma izkopov več 10 metrov dolgih grobelj znotraj samega kompleksa oziroma iz njegove bližine, potem puljenje oziroma ruvanje osamelcev iz kompleksa oziroma njegove ruševine in njihovo odlaganje na ruševinskih grobljah. Potem imamo nasuvanje materiala pripeljanega od drugje, odlaganje smeti, divji kopi, uporaba detektorjev kovin, potem tudi neupoštevanje kulturnovarstvenih smernic in pa še bi lahko naštevali. V bistvu je pa naš namen, eden izmed ključnih namenov predstavitve tega celostnega arheološkega najdišča to, da tudi opozorimo na problematiko uničevanja tega izjemnega arheološkega najdišča in pa hitremu izginjanju kakršnega koli arheološkega zapisa. Zato tudi opozarjamo oziroma izpostavljamo pomembnost kakršnih koli strokovnih raziskav na tem območju, ki bi osvetlile oziroma kakorkoli pomagale pri boljši interpretaciji tega prostora. Poglaviten vzrok za uničevanje vile rustike je, tako kot sem že povedal, predvsem neustrezna kmetijska politika znotraj zaščitenih okolij. Zato želimo tudi izpostaviti pomembnost celostne obdelave kulturne krajine v sklopu izdelave strokovnega elaborata, to se pravi strokovnega elaborata celotne krajine in pa arheoloških najdišč znotraj te krajine, na podlagi katerega bi se potem zasnovale strokovne zasnove za nadaljnje ustrezno upravljanje s tem prostorom in pa trajnostno oziroma ustrezno upravljanje in varovanje v prihodnje. In pa hvala za pozornost. Najlepša hvala.